V nadaljevanju oddaje pa o tem, da je vlada znižala kazni za cestne dirkače. Prepričani so namreč, da astronomski zneski na položnicah ne povečujejo varnosti. Se bo število žrtev prehitrih voznikov res znižalo? V živo z gostom, takoj po oglasih. Dobrodošli nazaj. V Sloveniji je bilo lani registriranih 1 600 000 vozil, ki lahko vozijo po cesti, no zgodilo pa se je več kot 14 000 prometnih nesreč, v katerih je umrlo 80 oseb. To je sicer najmanj v zadnjih 13 letih, no najpogostejši vzroki za najhujše nesreče pa so še vedno trije: vožnja pod vplivom alkohola in pa nepravilna smer vožnje in neprilagojena hitrost. Največkrat pa kar kombinacija vsega. No, a vladi se zdijo kazni, sploh za prekoračitev hitrosti, previsoke. Sam sem zagovornik zniževanja kazni za prehitro vožnjo. Zakaj? Zaradi tega, ker menim, da in tudi po zgledu tujih držav korelacije med visokimi kaznimi in na drugi strani prometnimi nesrečami, smrtnimi žrtvami je ni, ampak je pomembno, da vlagamo več finančnih sredstev, več tudi časa v preventivo, v samo kontrolo in na ta način mi lahko ublažimo posledice in tudi prometne nesreče. Gospod Robert Štaba, dobrodošli v studiu in hvala, ker ste se odzvali povabilu. Vi se že vrsto let ukvarjate s preventivo in pa varnostjo v cestnem prometu. Povejte, se strinjate z gospodom ministrom? Delno, zagotovo, vendar ne v celoti. Sicer Finci in Švicari ne bi imeli tako visokih kazni. Gre se pa za nekaj drugega. Povečati je potrebno verjetnost, da te zalotijo pri prekršku. Tukaj je Slovenija peša in če bomo na avtocestnem križu ali pa na hitrih cestah ter v naseljih dali nekaj več radarjev, potem bo ta verjetnost seveda višja, da nas zalotijo pri prekršku in takrat je lahko tudi nižja kazen, ker se sami odločamo, kolikokrat bomo dali kak evro v državno blagajno in s tem zagotovo lahko se poveča varnost. Ravno na to temo je moje naslednje vprašanje tudi, ne? V bistvu so se najbolj drastično zvišale kazni za prekoračitev hitrosti in sicer tam, kjer je omejitev 30 in pa kjer je omejitev 50 km/h. Ali po vašem mnenju, ne, to lahko privede do tega, da nam bo konec koncev čisto vseeno za tisto polovičko, ne, kazni? Primer, če peljemo pri 30 km/h 40, pademo potem v razred do 10 prekoračitve, kar pomeni 40 evrov, polovička je 20 evrov. No, zagotovo je višina kazni pri hitrostih v Sloveniji previsoka in premalokrat imamo možnost, da nas zalotijo pri prekršku. Vkolikor bo vlada in resorni ministri in ministrstva stopila skupaj in to vrzel zapolnila, potem lahko pričakujemo, da bojo tudi te nižje kazni zagotovo lahko tudi pozitivno vplivale. Vkolikor pa drugih ukrepov ne bo, pa mislim, da ukrep ni pravilen. No, videli smo že tabelo, smo pokazali teh novih kazni, ne? Ampak vendarle, teh 10 km/h, ki sem jih omenil, pri 30 km/h in 40, kakšna je razlika pri poškodbi, če z avtomobilom zadanemo pešca, človeka, kolesarja? Je kakšna razlika? Zagotovo. Tisto, kar je najlepše, je to, da imajo naši mladi vozniki, ki vstopajo v ta svet, izkušnjo za treningom varne vožnje in tam lahko ugotovijo, kaj pomeni 5 km/h, kaj pomeni 10, 15, predvsem govorimo o naseljih ali pa v bližini šol in vrtcev, tako da s to hitrostjo v naseljih se ni zaigrati. Travmatologi bi vam pa zelo prikimali, da so poškodbe zelo hitro lahko usodne in tega se pač moramo zavedati, ker zakoni fizike veljajo. V vsakem primeru. No, na začetku sem omenil, da je še vedno glavni krivec za številne prometne nesreče ravno alkohol. Bi po vašem mnenju morali, nasprotno kot sedaj za te prekoračitve hitrosti, ki so se kazni znižale, kazni v primeru alkoholiziranega voznika zvišati? Poglejte, zgodovina nam kaže na tem področju, da očitno revolucija z visokimi kazni ne bo učinkovita. Zato jaz sem prepričan, da morajo ministrstva res proaktivno vstopiti skupaj, tukaj kažem na Ministrstvo za zdravje, ki že zdaj veliko dela na tem področju, Ministrstvo za pravosodje, Ministrstvo za socialo, infrastrukturno ministrstvo in poiskati celovite rešitve, kajti očitno je alkoholizem velik problem v Sloveniji in seveda v takih krizah,
kot so sedaj, se upravičeno bojimo, da bo tega še več. Že sedaj procent iz 22 poskočil na 40 pri najhujših prometnih nesrečah in to je tragika na obeh stranih, tako pri teh, ki so zgubili svojega bližnjega ali pa je bil poškodovan, kot v bistvu pri tem alkoholiku, ki očitno ima zelo hude težave in to očitno je bolezen in jo moramo res reševati celovito. Dobro, vrnimo se malo nazaj na te kazni, ki so bile sedaj spremenjene. Ne? Tudi sam minister Vrtovec je dejal, da bomo morali bolj delati na preventivi, osveščanju, ozaveščanju ljudi. Ne? Sicer nekaj je že bilo narejeno, ampak očitno ne dovolj. Kaj pravzaprav še lahko sploh storimo, da bo ta preventiva dosegla tisto ciljno publiko, torej vsakega posameznika? Izhajam iz represivnega organa nekoč v svoji zgodovini in moram iskreno povedati, da verjamem samo v izobraževanje, v preventivo, v zaveščanje ljudi, kajti s tem bo tudi seveda stopnja, soodgovornost in sozvočje v prometu nekako dali rezultate na dolgi rok, vendar brez učinkovite zakonodaje, infrastrukture, dobrih vozil ne bo šlo. Če hočemo doseči vizijo nič, moramo biti tukaj proaktivni in sam sem prepričan, da na zakonodajnem področju imamo veliko primerov dobrih praks, nekaj tudi inovativnih in tukaj bi Slovenija, ki je zelo majhna, lahko našla, bom rekel, kakšne drugačne rešitve, ne samo posnemati mogoče tujino. Pri vas v Zavodu Varna pot nekako spremljate to statistiko. Ne? V letu 2019 sta bili 102 smrtni žrtvi na slovenskih cestah, v letu 2020 pa 80. Verjetno ni to tako dobra številka, kot se sliši na prvi ali pa vidi na prvi pogled, ne, vendarle so bili korona časi, ljudje so bili po večini doma. Kako vi v zavodu interpretirate to številko? Seveda, ker se srečujemo z ljudmi, ki so nekoga zgubili, je eden vedno preveč in to boli in verjemite mi, da je to težko. Vendar kot strokovnjak na tem področju vam lahko povem, da ta COVID vsakodnevno govori o takih hudih dimenzijah, slabih zgodbah. Na tem področju se je pokazala luč, svetla luč in dejstvo je, da smo dokazali tako ali drugače, ali z malce prisile, da se da, da vizija nič je uresničljiva. Vse te številke, ki ste jih navedli, tako pri hudo telesno poškodovanih lahko in smrtih, so v upadanju. Torej znamo, zmoremo, dajmo. Kakšno igro tukaj igrajo vozila? Slovenci imamo relativno nov vozni park. Nisem prepričan, mislim, da je povprečje okrog 12 let, kar pomeni, da nismo tako dobri v povprečju. Seveda pa ven štelijo tista čudovita vozila, ki jih vidimo in malce s furšije gledamo. Drugo vprašanje pa je, če znamo mi vso to tehnologijo uporabljati in naslednje vprašanje pa je, ali je infrastruktura tudi dovolj prilagojena tej tehnologiji. Sam ugotavljam v okviru svojih znancev, da imamo v vozilih že tehnologijo, ki je res zelo moderna, pa se mi zdi, da se je dovolj ne poslužujemo vsi skupaj. Bo pa to zagotovo ena najboljših naložb v varnost, to, kar so avtomobilisti naredili. Ena od teh modernih tehnologij v avtomobilih seveda tudi prostoročno telefoniranje obstaja, ampak ga ne uporabljamo. Ne? Kazen za to se je tudi sedaj zvišala iz 120 na 250 evrov, kar bomo videli. Podpirate to? Kako gledate? Kaj bi vi storili? Distraktor, kot je mobitel, je velika nadloga in dostikrat jo najdemo v statistiki. Iz neznanega vzroka je zapeljal levo ali desno s ceste in so bile hude posledice. Potem se pa ugiba, ali je to bil mobitel ali ne. Na podlagi študij iz tujine smo ugotovili, ali pa se je ugotovilo, da je alkohol enako uporabi mobilnega telefona, torej na tem področju moramo dosti več narediti. Tako pri ozaveščanju, da ljudje vemo zakaj, in na drugi strani upremo policistom, ki bo to v bistvu lahko nekako tudi dokazala. No, je pa vlada, če lahko tako rečem, na ceste vendarle umestila tudi električne skiroje. Hitrosti e-skiroja so 25 km/h, s tem, da pride do domačih predelav in te hitrosti se razvijajo lahko tudi več kot 30 km/h, kar ogroža varnost uporabnikov, pa tudi pešcev. Zaradi tega končno e-skiroje dajemo in jih umeščamo v sam promet.
Gospod Štaba, je zakonodaja na tem področju dovolj ostra? Ne, vendarle, če primerjamo mopedista, kolesarja in pa sedaj te ljudi na skirojih, ki so nekako združeni v ta isti paket, ne, je slednjim, to se pravi ljudem na skiroju, ob hitrosti 95 km/h so ti ljudje dosti bolj izpostavljeni. Poglejte, nek vakuum je nastal v Evropi, nikjer so jo prepovedali, nikjer so dovolili, potem so omejevali. Zagotovo na trgu je, ljudje ga bojo uporabljali in jaz mislim, da država kot servis mora iti z roko v roko z uporabniki. Je zelo nevaren, vendar zelo lušen za pretočnost, mobilnost in tako naprej. Jaz sem prepričan, da ga bojo ljudje še toliko bolj uporabljali. Pri tem zopet ozaveščanje, čelada, primerna površina in jaz mislim, da je država pravilno posegla v regulativo na nek način in jasno dala vedeti zaenkrat pravila igre. Držimo vesti, da bo s takimi vozili čim manj nesreč po slovenskih cestah. Najlepša hvala, gospod Štaba, za vse to in pa srečno seveda naprej.